Lepo toplo vsi pozdravljeni, ki ste prišli na to srečanje ostarenih bolnih in invalidov. Božja beseda današnje nedelje je prečudovita. Prerok Jeremija, ki je živel 2700 let pred nami, je oznanil veselo novico evangelij, prav Božje poslanstvo, da je Bog poslal, da bi ljudi klical k spreobrnenju, a ljudje ga niso poslušali. Podobno kot danes, nič drugače, smo še vedno stari ljudje. Pa vendar potrebujemo sporočilo, ki nas dviga. Evangelij, vesela novica, ki spreminja naše razpoloženje. Letos je Kiko Arvedo, ki je ustanovitelj neokatekumske poti, katero imamo tudi v naši župniji, povabil vse, ki želijo iti oznanjati po mestih. Zbrali so se z celega Balkana v Sarajevo in tam so imeli duhovno obnovo, na to pa so šli po dva po mestih. Tudi po Sloveniji so šli. Pa niso bili sprejeti. Ne v župniščih, ne po pišah. Vse mogoče doživetja pripovedujejo. Sam dogodek vam bom povedal za začetek te homilije. En bogoslovec in še en študent sta šla župniku, pa jih ni sprejela. Potem sta šla v cerkev molit. Pred cerkvijo pa je sedela ciganka. Ciganka, fekta. In sta njej poznali. Odkot pa sta? Rekel, jaz sem Poljak, rekel, jaz sem iz Bosne, ki je bilo v Italiji. Ja, kako da tukaj hodita? Poznanjava veselo novico, brez denarja, tudi za kapo, v bistvu samo kapo, tja in nazaj. Da Bog poskrbi, brez vsega. Danes še nismo nič jedna. Za Jezusa Kristusa zastaviti samega sebe. Tu denarja ni doba, nič ne, prosiva. Če kdo kaj da, če ne, greva naprej. A veste, kaj se je zgodilo? Ciganka je vzela denarnico in jim dala za kruh. Ciganka. Čudež. Ne bom rekel, da smo mi cigan, da ste vi cigan. Tudi mi se počutimo včasih nemočne, boge. Pa vendar vedno imamo nekaj, kar lahko damo. Tisti, ki ljubi, vedno lahko nekaj da. Vi, bolni invalidi, ostareli, se čutite nemočne, pa vendar imate takšno bogatstvo v sebi. Vedno lahko daste tisto, kar nihče sam ne zbere. Trpljenje, osamljenost, bolezen, nerazumevanje. To je Bogu najbolj všeč, če to njemu prinašamo na oltar. Lahko je Bogu darovati naše dobre dela, naše dobre sklepe, naše dobre namene, ampak Bog tega nič ne potrebuje. Bog potrebuje naša srca, nas same, ranjene, slabotne, takšne, kakršne smo. Zato prihaja on k bolnim, ubogim, revnim. Ne gre za materialno revnim. Smo v Bogu, smo vsi verači. Pred Bogom smo vsi praznih rok. A če te prazne roke, prazno srce položimo Gospodu na oltar, moram najprej prazne roke, da od Boga lahko prejmem. In vse, kar sem, kar imam, je Božji dar. No, prerok Jeremija, sem že rekel, da je živel 1700 let pred nami, ko ga niso v Jeruzalemu sprejeli,
je vstal tam, ga tudi niso poslušali. Je rekel, Gospod, prevaral si me in dal sem se preslepiti. Kdo od nas nima že take izkušnje? Gospod, a si pozabil na me? Gospod, kako da sem prišel v takšne razmere? Ne, prav tja me Gospod pošilja, da bi se tam srečal z Gospodom. Ali v Evangeliju, ko Jezus napoveda, bo moral trpeti, da gre v Jeruzalem, kjer bo trpel in umrl, da bodo umorili in pribili na križ in tretji dan bo vstal. Peter stopi na Jezusovo stran in pravi, Gospod, to pa se ne sme zgoditi. Kaj ne, da bi tudi mi svojega prijatelja zaščitili in rekli, čak, to pa ne bom pustil, ne, da bi ti trpel. Jezus pa ga posvari, pojdi proč od mene. Besedo, zelo trdo besedo rekel Jezus. Pojdi od mene, Satan. Satan. Satan je nasprotnik Božjega načrta. Ti, ki si nasprotnik mojega načrta, sem zato prišel, da trpim za vas, da vam donesem večno življenje. Satan pomeni tudi hudič, on je vedno nasprotnik Božjega načrta. Kaj ni to, če nam kdaj ne gre tako, kot bi sami želeli, kot da je Bog name pozabil, kot da Bog ne ve, v kakšni situaciji sem. Bog je ljubezen. Bog ljubezen je. On ne samo, da nas ljubi. On ljubezen je. On ne more ne ljubiti. In zato vse, kar se z nami dogaja, je Božji čudovit načrt. Zakaj je Peter tako ravnal? Jezus mu je rekel, ker ne misliš po Božji, ampak po človeško. Kaj pomeni po človeško? Po človeško mislim, da bi bilo tako, kot jaz želim. Ampak Peter ni slišal drugega dela odgovora Jezusa Kristusa. Rekel, da bo trpel in umrl, tretji dan bo vstal, tega Peter ni slišal. Bratje in sestre, mi smo tukaj zbrani. Mislimo, kako da Bog dopusti, da sem tako star, nemočen, bolan, gluh, slep. Noben me ne ceni. To je razmišljanje po človeško, ko bi bili taki uspešni, ljubljeni, cenjeni, da bi nas ljudje slavili. Ne misliš po Božje. Po Božje pa mislim tako, da vzamem Božji načrt, vstopim v Božji načrt. Tu bomo našli mir. To pravi, kdo hoče biti moj učenec, kdo hoče hoditi za menoj, ne vsak dan vzame svoj križ, ter hodi za menoj. Kaj ni to križ? Kaj je križ? Križ je tisto, kar se križa naši volji. Ravno to je za nas blagoslov. Ker pa to razumemo po človeško, smo dosti krat iztirjeni, žalostni, nemirni. Danes prosimo Gospoda, položimo na oltar vse tisto, kar nas bremeni, vse tisto, kar ni prav v naši glavi, kar ne sprejemamo, kar nas nemirja, kar nas žalosti, kar nas jezi, kar ni po našem. In Gospod je tisti, ki nam bo to spremenil v blagoslov. Kakor bo spremenil kruh in vino svoje telo in kri, tako bo tudi moje križe, moje tvoje bremena spremenil v blagoslov, če bomo razmišljali o Božji. Prosimo danes tudi, da bi znali reči, Gospod, hvala ti, tudi za preizkušnjo. Tudi če moramo kdaj čakati in čakati. Ampak Gospod nam vedno da tisto, kar najbolj potrebujemo v pravem času, pravem trenutku. Enem prej, enem kasneje, enem tako, drugemu tako, ampak vsakemu po njegovi meri, ker nas ljubi.
Z veseljem nadaljujemo to sveto mašo, izročimo se Gospodu, da bi on vodil naše korake, naše življenje. In ko bomo morda že ta teden doživeli, da ne bo šlo takšna stvar tako, kot želimo, recimo, Gospod, tebi to izročam. Ti uredi tako, kakor bo najlepše in najboljše. Potem ne bomo malodušni kot prerok Jeremija. Ampak bomo rekli, Gospod, ti si čudovit v svojih načrtih, ki jih delaš prav po meni. Amen. Sedaj pa bo sledilo bolniško vazinjenje. Kdor bo želel, tisti, ki ste morda pred dnevi ali pred časom prejeli na Brezja, bolniško vazinjenje ni potrebno, ker enkrat na leto lahko prejmemo ali v resnem stanju, v resne bolezni, drugače pa enkrat na leto. Ste dvignili roke in gospodom župnikom bova prišla do vas in vas vazinjena. Na čelu in na čelu. Bog oče usmiljenja. Naj te blagoslovi. In te jaz vazilim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. In rečeš Amen. Potem še na rokah tudi rečeš Amen. Medtem bodo pevci kar tiho izbrani. Po vaziljenju pa bomo zopet zapeti.